bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Danes v Klepetu ob kavi zelo in, kako bi rekel, skrivnostna, včasih mogoče malo prepovedana tema. Zanimiva vsak dan bolj. Nezvestoba. Ali jo lahko premagamo? Ali lahko zakon preživi po nezvestobi? Včasih se o tem ni govorilo, ni se smelo govoriti, včasih se nič takega niti dogajalo ni, ampak časi se spreminjamo. Z veseljem v našem studiu pozdravljam gospo Melito Kuhar. Dobar dan. Dobrodošli v Klepetu ob kavi. Hvala lepa za povabilo. Takšna malo kočljiva tema, gospa Melita. Nezvestoba je bila in verjetno bo, dokler bomo ljudje na svetu. Tako. Bila je in bo. Seveda so to težki trenutki, ko trešči spoznanje v partnerski odnos, da je bil eden ali drugi partner nezvest oziroma je prevaral drugega, pravzaprav je izdal nek dogovor partnerski, da sta pravzaprav si zvesta, ker nekako tradicionalno velja v naših krajih, kulturno in zgodovinsko, da smo v partnerskem odnosu zvesti. In s tem se ukvarjamo v moji svetovalnici, kajti mnogo parov se oglasi pravzaprav z zelo bolečo vsebino, kaj naprej. Ali lahko zakon, partnerski odnos, dejansko preživi. Ali je mogoče, gospa Melita, odvisno, ali lahko zakon preživi od tega, zakaj je prišlo do nezvestobe? Seveda, ko delamo analizo partnerskega odnosa, kajti posledica nekaj neskomuniciranih težav, želja, potreb, ki eden ali drugi partner nekako nista uslišala eden drugega, dostikrat posledično pride tudi do prevare, se pravi zadovoljevanja nekih naših potreb po bližini, mora biti po spolnosti, mora biti po tem vznemirjenju nekje drugje z neko drugo osebo. In takrat dejansko je treba se poprašati, kaj je pa dejanski razlog, se pravi vzrok, kje nazaj se je zlomilo nekje med partnerjema v odnosu. Govorimo tukaj o odnosu, o partnerskem odnosu. Ker večina partnerjev, če tudi pride do prevare, kot jaz poslušam v svetovalnici, se ima še vedno radih. Vendar odnos je tisti, ki je doživel nek zlom, nek propad, erozijo. Včasih, ko gledamo tako nazaj ali pa prijatelje, katerim se je to zgodilo, mnogim tudi nam zgodilo, včasih pravijo stari ljudje, kdor je enkrat prevaral, bo to še kdaj naredil. Ali to drži ali ni nujno? Ne, ni nujno. Jaz mislim, da je to bolj stereotip, ni nujno. Sploh glede na to, da tisti partner, ki je prevaral in tak je bil varan, dejansko se seznanita z vzroki in delata na partnerskem odnosu na novo. Jaz temu rečem, vzpostavljamo partnerski odnos na nove temelje, kar seveda vključuje tudi osebnostno preobrazbo, rast vsakega od partnerjev posebej. Se pravi, rastem jaz, raste moj partner in rasteva in s tem kreirava, tkeva nov odnos. Ker tisti, ki je bil očitno toliko poškodovan, da ni več zadovoljeval vsaj enega od njiju. Ali je mogoče, gospa Melita, včasih, ko pride do tega neljubega dogodka, lahko obravnavamo kot nezvestobo, kot tisto budilko, da smo nekaj delali v tistih letih narobe in je zdaj priložnost, da vse to skupaj popravimo in začnemo na novo? Ja, lahko bi temu tako rekli, vendar je to dosti preveč poenostavljeno, kajti tukaj gre za močna emocionalna stanja, zelo močne oblike žalosti, jeze, besa, močne frustracije so tukaj odzadaj, ker gre nenazadnje za ultimativno izdajo zaupanja, spoštovanja in poruši se iluzija tiste skupne prihodnosti, ki jo par gradi skupaj. Seveda pa je to lahko na en način nek alarm, dajmo odnos postaviti na novo. Ali je mogoče, gospa Melita, kot strokovnjaki na tem področju, da je par, ki skupno življenje ni ravno idealno zastavil, da jima je uspelo po takšnem spodrsljaju postaviti odnos tako, kot se spodobi?
Tako je, seveda. Mnogi pari, pravzaprav, ki jih poznam, s katerimi delam, lahko na zelo kvaliteten način vzpostavijo nov in osrečujoč odnos, tak, da bo pil vodo na dolgi rok, rečemo temu. Seveda pa tukaj gre za, kar bom rekla, trdo odgovornost, trdo delo in veliko pripadnost zavezam, ki jih skleneta ob obnavljanju tega njunega partnerskega odnosa. Tukaj potem ni več prostora, nisem vedel, nisem bil zadovoljen, nismo se pogovarjali, ker namreč mnoge pare pripelje do nezvestobe prav pomanjkanje komunikacije. To je rak rana marsikaterih, jaz mislim, da večine partnerskih odnosov, na splošno vseh odnosov. Nekaj me zanima, ko se že zgodi na moški ali pa na ženski strani, kakšne so vaše izkušnje? Ali je bolje priznati, da je pač se je zgodil spodrsljaj, da je človeku zmanjkalo tal pod nogami, ali je bolje, ne vem, zamolčati, pa če se človek pokasa, kaj ne da, pa poizkusiti brez tega, da bi priznal, zgraditi na novo. Težko je, namreč ne vemo, dokler se prevara ne zgodi, če nam partner tega ni povedal, oziroma kakorkoli izvemo, ne. Tukaj bi dodala, to pravzaprav ni spodrsljaj prevara, temveč je odločitev. Tukaj se lomijo koplja. Ja, kakšen mi reče, joj, to se je meni zgodilo, pa jaz se opravičujem, to se vam ne more zgoditi. Razen, če ste res toliko zadrogirani, da ne veste, kaj delate, drugače je to vedno odločitev, v katero vas nihče ne sili. To je stvar odločitve, za katero je potrebno prevzeti odgovornost. To se je treba jasno zavedati, ker če ne, potem noben od nas ne bo prevzemal odgovornosti in bomo živeli kaj? Kar brez nekega redu in nekega spoštovanja, to pač ne gre. Še nekaj me tako zanima, tole varanje, kaj ne da, cela vrsta variacij, nekomu spodrsne in se zgodi. Nekomu pa kar drsi in se to varanje kar malo ponavlja. Je velika razlika pri poizkušanju popraviti enkratnega spodrsljaja ali pa... To je od para do para različno, ker namreč tukaj gre tudi za to, kako se bo odzival partner, ki je prevaran. Nekomu je lahko prevara že to, da je, ne vem, partner ali partnerka pogledal neko drugo osebo ali napisal nek bolj prijazen mail ali sporočilo. Nekomu to sploh ni prevara, ja, ni problem, ti si kar piši, samo da jaz približno vem s kom pa kaj pa kako. Ne govoriva zdaj samo o prevari, ki se zgodi v spolnem smislu. Za marsikoga je prevara že kakšen hop prej. Ampak večina ljudi, ko se sliši prevara, reče, to se je pa nekdo zdaj nekako čez plot skočil, pa se nekako šel v spolni odnos za nekom. Tako da, ali je enkrat, ali je večkrat, prevara je prevara. Ne moramo jo lepševati. Taka je, vendar vsi smo krvavi pod kožo, to je dejstvo. In zaradi tega ni fajn s prstom kazati na nobenega, ker vsem se lahko zgodi, vendar gre za odločitve. Ni mi nekako, vsi smo v temu, mi dva in še kdo drugi, v zakonu, v partnerstvu, in kar nekako štirijo glato in zelo hrapavo se mi zdi, da bi kdo rekel partnerju, tista tam mi je pa tako zelo všeč. Kaj mislite o tem? Ja, vse sorte partnerstev je. Običajno pa res ni temu tako. V naših časih večino prevar partnerji odkrijejo ne tako, da jim partner pove, no, so tudi takšni, ker enostavno tega občutka krivde ne zdržijo več. Te slabe vesti jim povejo, da se razbremenijo. Taki so. Večinoma pa to skrivajo, potem pa seveda preko vdorov v računalnike, v elektronska sporočila, na Facebook, partnera ne drugemu, potem ugotovijo recimo zanimiva, bom rekla, sporočila, ljubezenska, spolne narave, ki so namenjene nekomu drugemu, ne partnerju. Izkušnje imate, zato bi vas vprašal. Izvolite. Ali je kakšna razlika? Imamo zakone in partnerske odnose, ki so lepi, harmonični, vse štima, bi rekli po domače. In imamo burne zakone, kjer se marsikaj dogaja, se včasih kaj sliši tudi skozi okna ali pa kaj takšnega. Ali je, kar se tiče spodrsljajev pri varanju, razlika? Se v tistih harmoničnih zakonih zgodi enako pogosto
kot v tistih malo bolj burnih odnosih, mislim? Jaz tukaj ne bi posploševala, ker namreč ni nekega pravila, kdaj se zgodi, kdaj pa ne. Kar pa lahko je neki skupni imenovalec, je pa dejansko to, da se partnerja skozi neko časovno obdobje nehata pogovarjati o sebi, o intimnosti, o tem, kaj potrebujete, česa ne želite več. Preveč padete v rutino, v samoumevnost, v to, da je treba za otroke poskrbeti, položnice plačati, vzamete si več časa za negovanje njunega odnosa. Jaz poznam žal pare, ko so otroci stari 5, 6, 7 let, pa nista bila en vikend, en dan, sama dva. Da bi se lahko na miru polupčkala, objela, šla v posteljo, bila eden za drugega, ker kaj, ne, vedno so otroci, bom rekla, jaz včasih kar rečem, dajte puste stati, to je izgovor. Dajmo se resno povprašati, ali ne želite, bežite, ne soočate se več s tem, da je treba v odnosu dejansko delati, biti odgovoren, garati v odnosu, čeprav marsikdo ne mara tega izraza, ampak jaz ga uporabljam, odnos ni samoumeven in ne obstaja kar sam po sebi in bo srečeval. Ne, pogovarjamo se, izkazujemo si ljubezen, naklonjenost in potem, če imamo te potrebe po bližini, po ljubezni, po sprejetosti zadovoljene, pravzaprav ni potrebe, da bi šli v neke prevare. To je dostikrat, največkrat, bom rekel, večinoma, sej nismo stari 15 let, kaj ne, da tale naš zakon, partnerski odnos, to postane tako običajno kot televizor, televizijski program, tako običajno kot registracija avtomobila in nekako se mi zdi, ne zavedamo se pomembnosti tega, dokler ni kaj narobe. Tako je, točno tako. Ja, lepo rečeno. Dokler je vse samoumevno, vse nekako, rečemo, laufa, se tega ne zavedamo. Ko izgubimo, pravzaprav, ko smo soočeni s tem močnim emocionalnim šokom, pravzaprav večina parov odpre oči. Ampak je potreben čas, kajti ta šok je tako močen pri večini, ki so bili prevarjeni, da je potreben čas, da se sploh premorejo toliko, da lahko sploh začnejo funkcionirati, vsaj približno, in komunicirati. In se pravzaprav sploh spraševati, ali ostaneva skupaj, ali greva narazen. Pri nekaterih je prevara ultimativna izdaja in se takoj ločijo, nekateri pari poiščejo tudi strokovno pomoč, med drugim tudi pridejo k meni v svetovalnico, kjer pravzaprav delamo na temu, ni garancije, da se recimo na novo vzpostavljen partnerski odnos dejansko vzpostavi tako, da ju osrečuje na dolga leta. Ampak ne gre čez noč, to govoriva o pol leta, 1 letu, 2 letih dela na odnosu. V razmislek, ali je vedno smiselno poiskati pomoč svetovalke, kot ste vi? Ali je vedno, ali obstajajo pa tudi primeri, ko bom rekel čisto po domače, ko oba partnerja komaj čakata, da se je pač nekaj zgodilo in da se lahko poslovita? Ja, seveda, vse sorte je, seveda. Ampak jaz kljub temu rečem, dobro, če so otroci, pa tudi če komaj čakata, da se gresta narazen, je fajn mogoče poiskati strokovno pomoč, da se razideta, bom rekla, kulturno, človeško spoštljivo, ker sta še vedno dolžna skrbeti kot starša, čeprav nista več partnerja v partnerski zvezi, kot starša za dobrobit otrok. Kaj namreč žal se veliko partnerski zvezi in zakonov razdre v jezi, besu, sovraštvu med partnerjema, ki sta še vedno starša in žal se preliva ta bes in jeza tudi na področje starševstva, kar vpliva tudi škodljivo na otroke. In tukaj sem jaz pač dosti stroga, ker pravzaprav vedno zagovarjam tukaj dobrobit otrok, če lahko to omenim. In zaradi tega je zopet potrebno tudi, ko se razidemo, vseeno budimo, ostanimo kot starši v dobrih poslovnih odnosih z bivšim partnerjem ali partnerko. Če smo kolikor toliko razumni, razmišljamo in vemo, kaj nam pomenijo otroci, gremo poiskat pomoč. Naprimer, k vam kot svetovalki, kaj nas čaka? Kaj nas čaka, ko potrkamo na vaša vrata in pač povemo, kaj se je zgodilo? Vem, da je variacij na to temo 1000. Tako. Ali oba govorita, ali en govori, pa je drugi tiho, ali je obrnjeno, 1000 variacij. Kaj se ponavadi zgodi, ko prvič sedeta, tako kot naprimer midva sediva, kaj poslušate?
Ja, to je zelo dobro vprašanje. Kaj partnerje čaka? Partnerje čaka soočenje samega sabo in eden z drugim. Jaz pravim, že vsak, ki se odloči za strokovno pomoč, da pride tudi k meni v svetovalnico, je pogumen. Ker namreč danes je to, tako kot ste v uvodu povedali, že malce, še vedno malo tabuja, ampak mislim, da se z leti, glede na to, da 10 let se ukvarjam s tem, se že to rahlja. Kaj čaka partnerja? Soočenje, pogovor, emocionalne razvozlanke, vozle poskušamo razvozlati, biti nežni eden drugega, sočutni, ker tukaj gre za velike količine dejansko močnih čustvenih stanj. Gre za to, da počasi, kvalitetno vzpostavljamo odnos do sebe na prvem mestu in s tem potem kasneje tudi odnos do partnerja. Seveda, če sta za to. Marsikdo pride, marsikateri par pride, proba vzpostaviti na novo partnerski odnos po nezvestobi oziroma prevari, a kljub samo trudu so te slike preveč žive, prevare in te bolečine, da enostavno ne gre, ampak imajo pa vsaj čisto vest pred sabo, da so to poskusili, dali vse od sebe, pa ni šlo in so se potem ločili. Približno 1/3 parov pri meni pride do tega, 2/3 pa dejansko skozi čas zelo uspešno zgradijo svoj partnerski odnos na novo. 2/3? Ja. Ali mislite, da je med slovenskimi pari, ki pač morajo skozi to grenko izkušnjo, premalo tistih, ki se odločijo za zunanjo pomoč? Zagotovo. To je še vedno tabu, še vedno marsikdo ne želi povedati, da obiskuje nekoga, ki lahko nepristransko strokovno pomaga, ker marsikdaj slišimo, kaj mi bo tam ena ženska govorila, ona nima pojma o nas. Ampak točno to je ta prednost. Ne poznam para, nevtralna sem in strokovnjak sem, se pravi, lahko z neke neobremenjene, nevtralne pozicije razložim, kje sta se zataknila, ker kaj ti. Ko smo mi v svojem filmu, mi ne vidimo dejansko, kdo smo in kaj se nam dogaja, ker se vrtimo v svoji bolečini, v svojih problematikah in vsak partner v svojih. Jaz pa oba gledam in vidim njune bolečine in jo ozaveščam okoli tega in kaj lahko iz tega naredimo in zgradimo na novo. Upajmo, da čim več nas Slovencev gleda tole oddajo in da bo dobilo korajžo obiskati vas. Še nekaj me res zanima, ko pridejo k vam, pa prvič sedejo po prvih stavkih obeh. Ali je vam že kot staremu mačku že približno jasno, zakaj gre? In kdo si resnično prizadeva, kdo je prišel pa kot malo pod prisilo, ker je pač? Ja, dobro vprašanje, to je tako zvito vprašanje. Pogosto bi lahko vedela približno že kaj in kako, vendar sem strokovno naučena in podkovana, da nič ne sodim, nič ne predvidevam, enostavno poslušam, sprejemam in pravzaprav že delam analizo, abstrahiram, potem pa sintezo in potem lahko delamo v tem kontekstu svetovalnega procesa, učenja, kaj je zdravo za enega, za drugega in nasplošno potem za odnos. Zdaj pa res ne vem, kaj bi vam svetoval, da imate čim več dela ali da imate čim manj. Hvala. Najlepša hvala za vas obisk. Upam, da bo čim več slovenskih parov nadaljevalo skupno pot brez obiska pri vas. Če se vam pa zgodi, drage gledalke, spoštovani gledalci, to več danes ni tabu. Me veseli, da smo se o tem pogovarjali v današnji oddaji in Klepet ob kavi ima takšnih oddaj na zalogi še kolikor hočete. Če ste se prepozno vključili na www.klepetobkavi.si, lahko spremljate tale pogovor in še vse ostale. Prvi korak, čaj iz brestov listnega oslada. Brestovo listni oslad je naravni antibiotik, ki nima stranskih učinkov.